Prav lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako pravzaprav v tem hitro spreminjajočem se svetu izbrati zase študij, za katerega vemo, da nas bo nadaljnjih 20, 30, 40 let ohranjal trajnostno v nekih oblikah sodelovanja in v sposobnosti, da se sami preživljamo. Namreč trg dela se v zadnjih, recimo vsaj 10-20 letih radikalno spreminja. Kaj o sodobnem trgu pravzaprav vemo? Vemo, da se, kot sem rekla, spreminja in da se bo seveda spreminjal. In da je pravzaprav vprašanje, ali bomo o trgu dela, kot smo ga izoblikovali v 19., predvsem pa v 20. stoletju, v 21. stoletju še lahko govorimo. Vemo, da mnogi poklici so izginili, izginjajo in bodo izginjali. Da se je začel oziroma se nadaljuje nek proces, ki je trgu dela kot takemu lasten. Da se mnogi poklici notranje transformirajo, spreminjajo, predvsem zaradi uvajanja sodobnih tehnologij in seveda zaradi spreminjanja interesov, pričakovanj, zahtev strank, torej naslovnikov našega strokovnega dela. In vemo, da so mnogi poklici nastali, da nastajajo in da to, kar vemo, predvsem bodo nastajali. In sklep iz tega je sledeč. Šole oziroma izobraževalni sistem, kot smo ga gradili, predvsem v 20. stoletju, tem hitrim spremembam na področju poklicnosti ne bo mogel slediti. Poklicno izobraževanje se spreminja, predvsem v svojem namenu. Če si pogledamo nekaj dejstev, poklici, ki izginjajo, mi vemo, da je zelo veliko manualnih, repetitivnih, tudi zdravju škodljivih del že izginilo, da jih je zamenjala avtomatizacija, robotizacija, digitalizacija. Vsi ti procesi so umaknili človeško delo iz tovrstnih operacij. V našem času izginjajo predvsem tako imenovani poklici belih ovratnikov, torej ta administrativni srednji kader. Je pa dejstvo, na tega opozarjam tu spodaj, da aktualne vsakokratne razmere revitalizirajo neke delovne prakse. Recimo, do epidemije, do zaprtja, do izolacije in podobnih ukrepov, ki so sledili korona epidemiji, so bili recimo kurierji in dostavljavci, če hočete tudi poštarji, že v bistvu bolj kot ne brez dela. V zadnjem letu se je seveda potreba po tovrstnih storitvah potencirala. Torej, tu moramo gledati predvsem to dinamiko časa, v katerem živimo. Zakaj ti poklici izginjajo? Zakaj? Ne izgine poklic kot tak, ampak izginjajo posamezne delovne operacije. Mi lahko umaknemo delavca iz nekega procesa, če lahko njegove delovne naloge razstavimo na preprosto in poceni tehnološko obvladljive operacije. Jih digitaliziramo, avtomatiziramo, robotiziramo. Tako poklic izgine ali pa popolnoma okrnjen in ostane človeškemu delu en popolnoma nov segment. Modri ovratniki se zelo zanimivo vračajo v ta svet. Ampak modri ovratniki, torej fizično delo, predvsem v smislu obvladovanja in uporabe sodobnih tehnologij v procesu dela in v tej, bi rekli, multiopravilnosti tovrstnih strokovnjakov. Poglejmo si pa zdaj poklice, ki so relativno najbolj varni pred izginevanjem zaradi razvoja tehnologije. To so absolutno poklici, ki se ukvarjajo z nami, kot biološkimi, naravnimi bitji in kot nami, predvsem kot bitji skupnosti, kot socialnimi, družbenimi bitji. Druga skupina poklicev, ki bojo prosperirali, so seveda vsi poklici vezani na razvijanje, upravljanje, servisiranje, karkoli že hočete, sodobnih tehnologij. In poklici enostavnejših manualnih spretnosti. Če si pogledamo zbirko poklicev, ki so se pojavili v zadnjem desetletju, recimo, in ki jih že najdemo v razpisih za prosta delovna mesta,
si tukaj lahko preberete, izberete, kaj bi radi postali, ko boste zaključili študij. Recimo ideja menedžer je tak imeniten primer vsega, kar moramo povedati o poklicih prihodnosti. To je poklic, ki se je pri nas pojavil ni 10 let, manj kot pred 10 leti, danes imamo pa recimo 100 in več ideja menedžerjev. Tisto, kar je za njih pomembno, je to, da vpis njihovih del in nalog, sistematizacija poklica ne stoji. Ideja menedžer je nekdo, ki ga delodajalec išče za upravljanje zelo specifičnih in spremenljivih delovnih nalog. Še bolj je to značilno za menedžerje za srečo zaposlenih. To je pa, bi rekli, eden od najbolj novih poklicev, ki ga najdemo v razpisih že, kjer je vsebina popolnoma fluidna in prepuščena tako delodajalcu kot delojemalcu. Ali najame delodajalec menedžerje za srečo zaposlenih, ko odpušča maso svojih zaposlenih in poskrbi, da ne bo stopnja samomorilnosti narasla, ali ga zaposli za to, da bo dvignil splošno izobrazbo ali pa strokovno izobrazbo, strokovno svojih zaposlenih. Torej, cilji so zelo raznoliki. In to velja za vse te poklice. Če vam obrnem nazaj in ste si izbrali nek poklic, je pri teh poklicih zelo težko reči, kakšna mora biti vaša izobrazbena vertikala, da boste na koncu prišli do tega poklica. In tisto, kar je še bolj pomembno, je dejstvo, da se je treba zapomniti, da so to poklici v tranziciji. Pojavljajo se, spreminjajo se, izginjajo, transformirajo, karkoli hočete, v skladu z potrebami. Če si pogledamo zdaj seznam poklicev, ki jih v razpisih za prosta delovna mesta sicer še ne najdemo, so pa na strani povpraševalcev, torej tistih, ki tovrstne storitve potrebujejo, že izražena. Imamo tukaj zdaj ta seznam. Tudi predvsem med tovrstnimi poklici velja izbirati svojo profesionalno prihodnost. In ko beremo ta seznam, se seveda velja vprašati, kam za vraga naj se jaz vpišem, da bom postala ne vem kaj, reviver, torej nekdo, ki oživlja grobo kultivirano krajino in jo spreminja nazaj v naravno divjino. Kaj ne grem študirati? Je biologija ta prava? A je boljša kakšna tehnologija? A je kemija boljša? Kaj ne izberem? Mogoče sem pa kot filozof za to ta prava. Torej, vprašanje, ki se pojavlja skozi vsa ta razmišljanja o novih poklicih, je sledeče. Kaj ne grem študirati? In odgovor je zelo zanimiv. Pravzaprav ni zelo pomembno, kaj boste študirali, bolj je pomembno, kako boste študirali in kaj boste po študiju počeli. Tretje dejstvo je, da se poklici spreminjajo. In spreminjajo se radikalno. Recimo danes zdravnik, kirurg, operira popolnoma drugače, kot je še pred 20 leti. Brez robotike v kirurgiji si mnogih posegov ne znamo več misliti, predvsem kot varnih posegov. Pri zdravljenju nekih bolezni, seveda brez uporabe tehnologije, celo visoke tehnologije ali pa umetne inteligence si težko predstavljamo, da bi tam prišli. Da v učiteljskem poklicu ne rečemo nič. Zadnje leto nas je prepričalo, da je učiteljski poklic zelo dinamičen in da se je znašel na prelomu in da ne bo nikoli več tak, kot je bil pred epidemijo, pa čeprav bi vsi učitelji želeli, da bi bil. Torej, to so te procesi, ki tečejo. In v prihodnosti bo za vas mnogo bolj pomembno, kot imeti spričevalo, povedati, kakšne spretnosti in kakšne kompetence imate. Kaj pa zdaj to je? Spretnosti ali veščine so nekaj, kar pridobimo, razvijamo, ohranjamo z vajo. Z vajo postajamo mojstri. Veščine delimo v mehke, to so te socialne, kako se mi integriramo v skupnost, in v tako imenovane trde ali profesionalne, ki jih dobimo, razvijamo, gradimo skozi profesionalna sodelovanja. Kaj so pa kompetence? To je pa bolj kompleksna zadeva. Kompetentnost je pa tisto, kar mene definira
kot posameznika v tem svetu kreativnega sodelovanja. Je skupek mojih znanj, mojih ambicij, mojih izkušenj, mojih pričakovanj, mojih spretnosti. Skratka, lahko bi rekli, da je moja kompetentnost pravzaprav moja delovna inteligenca. Kako učinkovito sem se jaz sposobna spopasti z nekim novim, še neznanim izzivom, problemom. Tako, da takrat vključim čisto vse, tudi svoje predsodke, tudi svojo ambicijo. Skratka, če hočete celo svoj trenutni bioritem, da ne govorimo o znanju in izkušnjah in spretnosti in socialnih povezavah, ki jih imamo, profesionalnih povezavah, ki jih imamo. Torej, kompetentnost nas dela posebno. In kompetence so nekaj, kar gradimo sistematično skozi izobraževalni sistem že od osnovne šole naprej. In ki postajajo seveda ključne. To, kar si velja zapomniti, spretnosti in kompetence so spremenljive. Nanje lahko vplivamo in jih gradimo, spreminjamo, karkoli želite, celo življenje. Predvsem pa je pomembno, da se jih zavedamo, oziroma da jih kot take, kot našo posebnost in zato primerjalno prednost tudi razumemo. Če si pogledamo, kaj se pričakuje do leta 30. Pričakujejo se predvsem interpersonalne spretnosti, to so spretnosti sodelovanja, deljenja, širjenja, kognitivne spretnosti, spretnosti pridobivanja novih veščin, novih znanj, sistemske spretnosti. Ampak tisto, kar je ključno za vašo prihodnost, je stopnja vaše interdisciplinarnosti. To je vaša sposobnost, da svoje znanje, izkušnje, skratka kompleten spekter vaše kompetentnosti spravite v neke komunikativne, sodelovalne nivoje. Toliko, koliko boste znali sodelovati v raznih strokovnih timih, toliko bolj boste zaželeni ali pa toliko bolje vam bo šlo. Torej, kako zdaj sebi zagotoviti neko trajnostno, uspešno sodelovanje v 21. stoletju? Prvo, kar je od poklica, ki je relativno omejen, se umikamo k izzivom, k reševanju problemov, s katerimi se soočamo. Predvsem pa se umikamo posameznikovim interesom, sposobnostim in spretnostim, ki jih ima. Namreč delo ali pa celo zaposlitev, poklic, se umika našim raznolikim sodelovanjem v raznolikih timih, torej v skupinah sestavljenih iz raznolikih strokovnjakov, s katerimi moramo seveda mi kot eden izmed strokovnjakov znati komunicirati. In zato poskrbi stopnja naše interdisciplinarnosti. In prav skozi taka interdisciplinarna sodelovanja za delo v timih mi razvijamo svojo kompetentnost. Razvijamo s tem in dvigujemo tudi stopnjo svoje zaposljivosti. Zakaj smo pravzaprav v 21. stoletju prišli do teh radikalnih sprememb? 4 globalne pospeševalce teh sprememb prepoznavamo. Prva je globalizacija. Globalizacija, če jo razumemo v zadnjih 500 letih, od tistega slavnega potovanja Krištofa Kolumba, pa vse do situacij, ko se je proizvodnja selila tja, ker je bila delovna sila poceni, do današnje situacije, ko sodobna tehnologija omogoča, da se ta proizvodnja vrača z bistveno manjšimi stroški nazaj. Tukaj mislimo predvsem na 3D tisk in internet stvari. Torej, globalizacija je dosegla svoj, bi rekli, tradicionalni vrhunec in zdaj na nek način inkludira in ustvarja nova kvalitetna razmerja v svetu. Avtomatizacija, digitalizacija, robotizacija, karkoli še tukaj zraven pri razvoju tehnologije, odzadaj pa seveda znanosti, so. Svet se je itak vrti okoli tega, kako smo mi sposobni proizvajati, pridobivati in tudi uporabljati pridobljene vire preživljanja.
Potem je tu demografija. To je zelo zanimivo področje. Mi smo navajeni razmišljati o svetu kot prostoru, ki smo ga naselili in preselili, še malo in bo počel. Preveliko število ljudi je bil naš centralni problem. Zdaj so pa zadnje raziskave pokazale, da se nam obeta okoli leta 2060 prelom, da bo skratka po letu 60 število globalnega prebivalstva radikalno padlo. Razlogi za to so mnogi. To so te statistične projekcije, ki temeljijo na zelo jasnih parametrih. Tukaj ne gre za kakšno lažno futuristiko, ampak za pravzaprav zelo trdo znanost. Torej, razlogi za padec prebivalstva so seveda najprej v rodnosti. Rodnost je povezana z ženskami. Dostopnost učinkovite kontracepcije, na drugi strani izobraževanje in zaposlovanje žensk so tisti stebri, ki vodijo v manjšanje prebivalstva. Drugi razlog je seveda ta, da se bo sicer starostna doba bistveno povečevala, prirastek bo pa majhen, torej ta razkorak med potencialno novo delovno silo in starim bo postajal vedno večji. In četrti pospeševalec sprememb je seveda ekologija. Pri tej pa preprosto ne vemo, kam nas bo pripeljala in če se bomo prav zaradi nje sploh uspeli s katerim od teh problemov res srečati. Torej vsi ti pospeševalci in še mnogi drugi delujejo na nastanek novih področij poklicev. Če tukaj pogledamo, večina teh področij je povezana z razvojem znanosti in predvsem z razvojem in implementacijo sodobne tehnologije. Zelo pomemben segment novih poklicnih področij pa je povezan s profesionalizacijo medčloveških odnosov. To pomeni, če smo mi v 19. pa 20. stoletju profesionalizirali svoje gospodinjske, tradicionalne gospodinjske naloge, torej skrb za družino, skrb za hrano, za obleko, za varnost in tako naprej, in je to postal cel spekter nekih poklicnih področij, bomo sedaj profesionalizirali medčloveške odnose. Skrb za drugega, prijateljstvo, terapevtika, podpora in podobne stvari. Torej, vse ta področja seveda radikalno vplivajo na vse segmente našega življenja. Jaz bi izpostavila predvsem 3 tehnološka področja in znanstvena področja. To je umetna inteligenca, brez katere si seveda ne moremo več misliti razvoja in obstoja sodobnih družb, genetika, znotraj biologije kot vodilne discipline 21. stoletja, če vemo, da je bila vodilna naravoslovna disciplina 20. stoletja fizika, in tehnologija blockchaina, ki radikalno spreminja ali pa bo spreminjala celo nekaj tako subtilnega, kot so naši vrednostni sistemi in pa neki moralni zakoni posameznika. Torej, vstopamo v tako imenovano družbo 5.0. Kaj je to? To je pravzaprav družba, kjer se sodobna tehnologija komoditira v vsakdanjem življenju ljudi. Ko udomačimo, ko kultiviramo sodobno tehnologijo, ki je danes še vedno v večini družb, tudi v naših, še veliko preveč oddaljena od tega, kar ne bi upravljalo v vsakdanjem življenju ljudi. Torej nam olajšala, izboljšala vsakdanje življenje. To je program japonske vlade, ki se mu je zelo zanimivo, zelo hitro priključila tudi Slovenija. In ta program ima jasen cilj. To družbo, prihodnost te družbe narediti boljšo, bolj človeško, bolj podporno, prav s pomočjo tehnologije. Razlog za tak projekt je seveda popolnoma jasen, to je demografija, in tukaj smo se mi prepoznali v japonski družbi. Kot Japonci imamo tudi Slovenci izrazito starajoče se prebivalstvo, kjer nam odstotek starostnikov narašča in kjer se nam odstotek delovno aktivnega prebivalstva zmanjšuje. Torej, tukaj smo z Japonsko seveda zelo sorodni, imamo pa težave pri tehnološki osveščenosti, opremljenosti in poznavanju teh procesov med splošno populacijo. Tukaj se pa od Japoncev bistveno razlikujemo.
Povezave med razvojem družbe, tehnologijo, znanosti, odnosi in izobraževalnim sistemom se krha. Zdaj bomo naredili pa en ekskurs v zgodovino. Prva in druga industrijska revolucija, 18. stoletje Anglija, potem pa še Francija in potem druga in parni stroj in rečne poti in premogovniki in začetek nekega delavskega razreda in potem druga industrijska revolucija, 19. stoletje, izbruh znanosti, predvsem naravoslovnih disciplin. Elektrika, še predtem železo, jeklo, nove transportne variante, kot so recimo železnice, sodobna tehnologija, telegraf, telefon in potem zelo kmalu fordizem, tekoči trak, hiperprodukcija nekih potrošniških dobrin, ki jih še 50 let predtem niti sanjali niso. In z drugo industrijsko revolucijo smo pravzaprav vstopili v svet, kot ga poznamo. Vendar je ta industrijska revolucija seveda zahtevala profesionalce na različnih delovnih operacijah. In lahko rečemo, da je poklicno izobraževanje ali pa sploh izobraževalni sistemi družb 19. stoletja so nastali v spregi z gospodarskim, tehnološkim in znanstvenim razvojem. Eno drugega je pospeševalo. Potem se nam je pa sredi 20. stoletja zgodila tretja industrijska revolucija, ki jo označuje recimo internet in pa potreba po obnovljivih energetskih virih. Konec 20. stoletja, na prehodu v 21. stoletje, vstopimo v četrto industrijsko revolucijo, ki jo najlažje ilustriramo z tehnologijami, kot so internet stvari, 3D tisk in samoučeča se umetna inteligenca. In kaj se nam zdaj tukaj dogaja? Preprosto nam certifikati spričevala neki poklicna dokazila, da nekaj obvladamo, ne služijo več, oziroma je njihova učinkovitost časovno omejena. Kaj je spričevalo? Spričevalo pomeni, da sem v tistem in tistem letu pridobila na tem in tem področju tako in tako ceno. Čez 5 let to spričevalo nima predikcijske vrednosti, kako sem jaz uspešna v nekem delu, če v teh 5 letih jaz temu spričevalo nisem nekaj dodala. In to, kar sem dodala, ponavadi ni jasno razvidno iz nekih papirjev. Se vračamo nazaj, kako moramo sami pri sebi spremljati, graditi, pospeševati svoj razvoj in znati tudi predstaviti svoje posebnosti. Primerjalne, seveda, posebnosti in prednosti. Vstopili smo tako v družbo 5.0. Torej, če govorimo o začetkih tega razvoja, 18., 19. in 20. stoletje je tesno povezano z izobraževalnim sistemom, z vrednostjo in vlogo certifikatov za celo delovno obdobje življenja posameznika, smo vstopili v 21. stoletje ali v sedanjost, kjer moramo staviti na svoje kompetence, na svojo unikatnost, na svojo drugačnost, če hočete. Kaj bo na sodobnem trgu dela zdaj pomembno? Kaj moram imeti, da bom res uspešen? Vsekakor znanje. Kvalitetno znanje in predvsem znanje, ki je interdisciplinarno usmerjeno, ki je dovolj odprto. Spretnosti, kaj znam, kompetence, zakaj vse sem sposoben, kako znam to, kar imam, aktivirati. Komunikacijske spretnosti, samostojno učenje, uporabo sodobnih tehnologij, sodelovalnost, multikulturnost, mreženje, povezovanje, postavljanje in doseganje ciljev, ustvarjalnost, kreativnost, vodenje, odločanje, prevzemanje odgovornosti, kritično mišljenje. To so mnoge stvari, lahko bi jih dodali še enkrat toliko, kaj potrebujemo, da bomo res lahko uspešni. Kje pa zdaj to vse dobiti? V izobraževalnem sistemu kot takem, skozi kurikule, v glavnem ne. Tega vsega v šoli ne učijo. Torej, obštudijske, obšolske dejavnosti so tiste,
ki nas delajo različne. Ko imate vi cel razred študentov, z isto diplomo na koncu, so vsi med sabo različni prav zaradi tega. Kaj počnejo v svojem neštudijskem času? In tukaj so vse naše aktivnosti, vse naše dejavnosti štejejo, ker se v njih mi kot posamezniki prepoznavamo in razvijamo. Torej, kaj je zdaj ključno za nas? Ključne so naše kompetence in spretnosti, vrednote, ne pozabimo na vrednote, osebnostna naravnanost. In seveda bistveno je treba polagati pozornost na neformalno delo, neformalen razvoj, kajti vedeti moramo, da večino tega, kar kot posamezniki znamo, na srečo ali pa na žalost ne prihaja iz šolskih klopi. Lahko iz obrobja šolskih klopi, v medosebnih odnosih med sošolci in sošolkami. Ampak sicer iz kurikularnih vsebin ne prihaja večina tega, kar znamo. Večina tega, kar znamo, prihaja iz neformalnega in priložnostnega učenja, torej iz naših življenj. V življenju je treba se preizkusiti, je treba sodelovati, je treba pustiti prostor za novo in to, kar je ključno, vse to vsi počnete, brez da bi se s tem ukvarjali. Ključno je, da se tega tudi zavedate, da ste drugačni, ker počnete, kar počnete in vaši sošolci ne. Vse življenjsko učenje postaja paradigma, brez tega ne bo šlo mahati s certifikatom 5 let, potem, ko boste zaključili študij, bo premalo. Predvsem pa si je treba graditi svojo elastičnost ali resilience, kot je sodoben pojem. Torej, kako izbrati študij v teh razmerah? Treba je najprej izbrati študij, ki vas bo veselil, v katerem boste uspešni pri študiju. Namreč uspešnost je tesno povezana z motivacijo, motivacija pa je ključ do napredka. Treba je vedeti, da vaša izobrazba in strokovni naziv, ki bo zapisan na papirju, sta vaši izhodišči. To ni vaša življenjska usoda. In da boste v življenju preigrali različne poklice, da se boste morali za te poklice dodatno izobraževati, bolj kot ne neformalno in najbolj pogosto v sodelovanju v različnih timih. Da je to ključno. Torej, kako zdaj izbrati študij prav zase? Najprej treba vprašati se, kaj me zanima, kje so moji interesi, kje so moje sposobnosti, kaj je tisto, kar mi gre, kje se moram potruditi, kaj pa tisto, kar sem res popolnoma lev, ne bi. Moja motiviranost, koliko sem pripravljena vložiti v ta študij, čemu sem se pripravljena odreči, moje ambicije, pričakovanja, kje se vidim čez 10 let po končanem študiju, ali pa kje se vidim že zdaj, v času študija, v kakšnem okolju želim študirati, pa potem delati, kako je ta moja hierarhija razporejena, ali sem pripravljena ves čas posvetiti študiju in potem delu, ali želim usklajevati svoje hobije in svoje profesionalne interese. In v čem sem res dober. In zato se je treba preizkusiti, da veste, kje ste res dobri. Dokler tega ne naredimo, ne vemo. Kaj bom z zanimanjem, veseljem počel vsaj 3 nadaljnja leta, kolikor traja prva študijska stopnja. Torej, izberite študij, v katerem se prepoznate. Prepoznate se pa tako, da najprej spoznate sebe, svoje potenciale, svoje pričakovanja, svoje ambicije. Pri izbiri študija vam želim srečo. Nasvidenje.